Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. So moški v Evropi danes drugačni kot pred dobrimi stoletji? Da, vsaj kar zadeva njihovo višino. Kot je pokazala obsežna raziskava, ki je zajela 15 evropskih držav, so moški v 110 letih, od leta 1870 do 1980, zrasli v povprečju za 11 centimetrov. Gre za raziskavo, ki so jo pod vodstvom profesorja ekonomije Timothyja Hattona opravili na Univerzi v Essexu v Veliki Britaniji in rezultate objavili v spletni izdaji revije Oxford Economic Papers. V njej so analizirali podatke o povprečni višini moških v starosti 21 let v 15 evropskih državah v obdobju od 1870. leta do leta 1980. Ugotovili so, da se je povprečna višina moškega v Evropi v tem času povečala z 167 cm na kar 178 cm. Da so moški v Evropi v zgolj približno 100 letih v povprečju zrasli za več kot 10 cm, je po mnenju vodja raziskave Timothyja Hattona predvsem posledica boljših zdravstvenih razmer. Porast v višini človeške postave je osnovni pokazatelj izboljšanja zdravja prebivalstva, pojasnjuje profesor Hatton. V zadnjih 100 letih je medicina precej napredovala, zdravstvene usluge pa so postale širše dostopne. Toda v nasprotju s pričakovanji se je povprečna višina moških v Evropi višala tudi v obdobju med obema svetovnima vojnama, ki ga je v veliki meri zaznamovala gospodarska kriza. Pomanjkanje, ki so ga takrat mnogi občutili in bili celo pogosto lačni, ni zaustavilo rasti v povprečni višini Evropejcev. Nasprotno, prav v tem obdobju, ki so ga med drugim zaznamovali skromneje odmerjeni oziroma omejeni obroki hrane, se je povprečna višina moških pospešeno povečala. Kako raziskovalci pojasnjujejo ta paradoks? Odgovor vidijo v dejstvu, da so se ljudje tedaj odločili za manjše število otrok v družini. Za manjše družine pa so že pred tem težkim obdobjem pomanjkanja ugotovili, da so bile povezane s porastom povprečne telesne višine. To pospešeno povečanje višine rasti v obdobju medvojne gospodarske krize in pomanjkanja so opazili zlasti v Britaniji, na Irskem, v skandinavskih državah, na Nizozemskem, v Avstriji, Belgiji in Nemčiji. V vseh teh državah so opazili tudi zmanjšanje številčnosti družin. Vpliv na porast v višini pa je sicer moč pripisati zmanjšanju umrljivosti dojenčkov, povečanim dohodkom, izboljšanju bivališč, boljši socialni službi in izboljšanim zdravstvenim sistemom. Kaj so sicer še ugotovili glede večanja višine moških v Evropi? Predvsem, da se je v različnih državah različno povišala. V Španiji, na primer, se je povprečna višina moških povečala za 12 cm. V letih med 1871 do 1875 so bili moški v Španiji v povprečju visoki do 163 cm. V letih od 1971 do 1975 pa je povprečna višina Špancev znašala 175 cm. Na Švedskem, kjer so bili moški že pred 100 leti višji kot v Španiji, pa se je njihova višina v 100 letih povečala le za 10 cm. To je od povprečnih 170 na povprečnih 180 cm 100 let kasneje. Pa je višja rast moške tudi sicer kaj spremenila? Znano je namreč, da tudi moški niso povsem odporni na nečimrnost. Visokoraslost naj bi torej vsaj nekaterim dvignila samozavest, izboljšala samopodobo. A tega ne vemo, saj se znanstveniki tovrstne raziskave še niso lotili. In kaj se je v tem obdobju zgodilo s telesno višino žensk? Domnevamo lahko, tisti v zrelejših letih pa to tudi opažajo, da so tudi dekleta danes večinoma višje rasti, kot so bile njihove predhodnice pred desetletji. A znanstvenega potrdila za tako domnevo oziroma opažanje nimamo. Obširnejših zgodovinskih podatkov o telesni višini žensk namreč ni, saj ženske niso služile vojaškega roka. Prav nastop vojaščine pa je bil trenutek, ko so bili vsaj v preteklosti moški v Evropi natančno izmerjeni, njihova višina pa verodostojno zabeležena.